Na našem zeleno, rjavo, belo, modrem planetu, kot ga je videti iz vesolja, živi na tisoče vrst živali in rastlin. Na njem živimo tudi ljudje, ki smo različnih kultur in govorimo različne jezike. Žal pa večina ljudi nima dovolj hrane in pitne vode ter možnosti hoditi v šolo in k zdravniku. Mi pa živimo v krajih, kjer imamo skoraj vse, kar si zaželimo. Vozimo se v velikih, udobnih avtomobilih. Skoraj ni kraja, kamor ne bi prišli z avtom. Na cestah je že prava gneča in vse večkrat ostanemo v kolonah. Iz številnih izpušnih cevi se vali dim. Še posebej v velikih mestih je zrak že zelo umazan. V tovarnah, ki so posejane vse povsod po svetu, izdelujejo stvari, ki jih nujno potrebujemo. Pa tudi stvari, ki jih prav nič ne rabimo, pa jih vseeno kupujemo. Iz dimnikov se kadi dim in iz mnogih cevi uhajajo strupene snovi. Življenje smo si naredili, kar se da, udobno. Pozimi nas zgrejejo peči, poleti nas hladijo klime. Povprečen Slovenec porabi kar 30-krat več električne energije, vsaj 5-krat več hrane in vsaj 10-krat več vode kot Afričan. Za enim Slovencem pa vsako leto ostane več kot 300 kilogramov smeti. Naš način življenja že stoletja ustvarja nevarne snovi in pline. Spreminja se zrak okoli našega planeta in zato se Zemlja segreva. Topi se led, pojavljajo se vse hujše poplave, neurja in tudi vse hujše suše. Najbolj so prizadete že tako revne celine in med njimi je tudi Afrika. V Afriki, ki je že tako sušna, bo v prihodnosti še bolj vroče. Puščave bodo vse večje, manj bo zemlje primerne za pridelavo hrane. Že zdaj se dogaja, da ponekod dolge mesece ne pade niti kaplja dežja. Drugod pa se naenkrat iz oblakov izlije ogromno vode. Poplave odnesejo vse pridelke in tudi rodovitno zemljo. Tako vse več Afričanov ostaja lačnih in podhranjenih. Med njimi je tudi ogromno otrok, ki gredo vsak večer lačni spat. Dolgotrajna lakota se lahko konča s smrtjo. V času ogleda tega filma bo po širnem svetu zaradi lakote in revščine umrlo za več kot 6 razredov otrok. Marsikje po svetu že zdaj primanjkuje čiste vode. Vode iz vodnjakov in vrtin je zaradi vse pogostejših suš premalo. Vsak 5. prebivalec revnih dežel nima vode niti za pitje, kaj šele za umivanje. V Afriki je vodo večinoma potrebno nositi iz vodnjakov, ki so od bivališč oddaljeni tudi več kilometrov. Veliko majhnih otrok je zaradi pomanjkanja vode dehidriranih. V zdravstvenih centrih jim pomagajo s posebnimi cevkami, po katerih dobijo vodo. V drugih krajih pa voda lahko prinaša tudi žalost. Postopoma se dviguje gladina morja. Cikloni, orkani in ogromne količine dežja naenkrat povzročajo poplave, ki mnogim uničijo prav vse. Ljudje ostanejo brez domov, hrane, brez pitne vode, brez zdravnika, brez šol in cest. Nekateri celo izgubijo življenje. Da bi preživeli, se morajo seliti v druge kraje. Umazana in blatna voda pa povzroča tudi številne bolezni, kot so kolera, diareja, tifus in malarija, ki jo prenašajo komarji. Posledice sprememb podnebja občutimo že danes. V prihodnosti jih bomo še bolj, prav vsi, ki živimo na tem planetu, tudi mi, ki živimo v Sloveniji. Najbolj pa bodo prizadete revne države, ki nimajo dovolj sredstev, da bi se borile s temi posledicami. Tako bodo te države postale še bolj revne in življenje za mnoge ljudi bo še težje.
In kaj lahko stori vsak izmed nas, da bo življenje na našem planetu prijaznejše? Zapirajmo vodo in po nepotrebnem ne trošimo energije in hrane. Ne pretiravajmo s tuširanjem, ogrevanjem ali poleti s hlajenjem. Ugašajmo luči. Namesto da bi se vozili z avtomobilom ali motorjem, raje sedimo na kolo ali pojdimo peš. Tudi iz trgovine ali iz knjižnice lahko kaj prinesemo kar v svojem nahrbtniku. Tako bomo poskrbeli tudi za svoje zdravje in razvedrilo. Poskrbimo, da bo v naši okolici čim več zelenih rastlin, ki s svojimi listi in ob pomoči sonca čistijo zrak. Posadimo drevo na svojem vrtu ali na vrtu naše šole. Zbirajmo star papir in ločujmo odpadke. Lahko tudi prihranimo del svoje žepnine in jo namenimo za svoje sovrstnike in tiste, ki potrebujejo našo pomoč. Še posebej v Afriki, Aziji in tudi na vzhodu Evrope. Iz majhnih darov raste upanje za ljudi, ki imajo manj možnosti za normalno življenje. S svojimi likovnimi in pisnimi izdelki spodbujamo vse odrasle, še posebej politike, da bodo bogatejše države, ki delajo večjo škodo okolju, še več prispevale za preprečevanje segrevanja planeta in tudi za blaženje hudih posledic v revnejših državah. Vsi otroci na tem svetu si želimo, da nas bo naš planet nahranil, nam dal čiste vode. Želimo si, da bo naš planet ostal zelen in da bomo vsi lahko živeli srečno.